smo s projektom drugega bloka nuklearke v Krškem. Končna odločitev naj bi bila znana najkasneje čez 5 let, pravi državni sekretar za koordinacijo projekta. Da bi jo lahko priključili na omrežje leta 2038, bo treba spremeniti zakonodajo, kar je naloga delovne skupine, ki se je danes prvič sestala. Medtem pa z avstrijske strani znova prihajajo kritike zaradi, kot pravijo, nerazumnega ravnanja Slovenije. Sandra Boršič. Danes dopoldan prvič za skupno mizo vsi tisti, ki imajo v rokah škarje in platno za drugi blok nuklearke. A če je pred natanko 10 leti že bilo jasno napovedano, prej kot 15 leti bo drugi blok stal. Pa danes, 10 let kasneje, po obstoječi zakonodaji in po obstoječih pravilih pomeni, da po prvih projekcijah, ki so jih pripravili pri Gen Energiji, bi to pomenilo, da bi se tak objekt lahko zgradil najprej in šel v obratovanje leta 2049. Že sam ta podatek pove, da na ta način se takega projekta nima smisla lotevati. Zato bomo za hitrejšo in ekonomično gradnjo JEK2 potrebovali posebno zakonodajo, je mnenja premier, kar bo tudi naloga delovne skupine. Investitor ima sicer cilj zagnati nuklearko do leta 2038. Leto 2038 je zelo oddaljeno. Naš cilj delovne skupine in pa tudi investitorja danes so bolj kratkoročni cilji, se pravi, kako pripeljati projekt do končne investicijske odločitve. Ta se pa pričakuje nekje leta 2027-2028, najkasneje. Prezgodaj je torej govoriti o soinvestitorjih, še dodaja koordinator, pa tudi o konkretni vrednosti večmilijardnega projekta. Se pa mimogrede takole po družbenih omrežjih te dni predstavlja ameriška multinacionalka, sicer graditeljica zdajšnje krške nuklearke. Ali Vičer danes jasno? Mi nimamo še odločitve o sami izgradnji drugega bloka, to nas še čaka. Ali nas čaka tudi pester pogovor s severnimi sosedi, znova namreč ostre kritike nad gradnjo jedrske elektrarne v Sloveniji, češ da je to neodgovorno. Če se Slovenija odloči, da bo imela v svoji energetski mešanici jedrsko energijo in danes jo že ima in ima tudi 40-letne pozitivne izkušnje, ji tega nihče ne more preprečiti. Sosednje države bodo pozvane v postopkih umeščanja v prostor pri čezmejni presoji vplivov na okolje. A besedo bo imelo tudi ljudstvo. Premier je znova napovedal referendum o drugem bloku nuklearke.